Gospod Igor Lavš, več ste v Beogradu kot v Ljubljani, se mi zdi. Absolutno. Biznis v Beogradu je boljši kot v Ljubljani? Ja, kako se vzame, zdaj človek se navadi nekje živeti, jaz sem se navadil v teh 8 letih živeti tam in za mene je boljši tam, seveda, če ne bi se vrnil nazaj. Kako pa vidite dogajanje na ljubljanski borzi oziroma to zadnje dogajanje, ki se tiče ljubljanske borze in kaj se dogaja na borzi v Beogradu? Glede, dogajanje na vseh borzah v nekdanji Jugoslaviji so približno iste, se pravi dosti hudi padci, ki se zdaj že vlečejo precej časa. Jaz osebno mislim, da so stvari med seboj povezane, to so približno podobni vlagatelji, če pogledate vlagatelje ljubljanske ali pa beograjske borze, so v veliki meri podobne firme, podobne osebe in tako naprej. Kaj se bo zgodilo, seveda, to je težko napovedovati, tudi jaz osebno pa seveda mislim, da ni še dno, da bodo stvari še padale. V Srbiji nedvomno do volitev, v Sloveniji morda do volitev ali pa do kakšnih drugih dogodkov, ki nas čakajo, tako da zdaj seveda časi za tiste, ki računajo, da bodo na borzi dobro zaslužili, še lepo prihajajo, ker bolj ko bo poceni za tiste, ki lahko na daljši rok investirajo, je to seveda bolj ugodna situacija. No, se to sem vas hotel vprašati. Se pravi, če bi bil zdaj borzni špekulant, bi bilo dobro zdaj kupovati na beograjski borzi kaj? 10. maja, 11. maja so v Srbiji volitve, 10. ali 9. maja petek, se mi zdi, ko borzo zapirajo, bo verjetno najboljši dan za kupiti, ne? Kaj? Seveda čipe, tiste, ki jih vsi poznamo, ne? Podjetja, ki so vezane na pridelavo hrane, ker tu bo šla cena vsekakor gor, podjetja, ki so lahko prevzemne tarče tujcev, verjetno tudi še zavarovalnice banke, to je tisto, kar se v Srbiji splača v tem trenutku. Boste vi morali biti zdaj kaj špekulativno vlagali oziroma nabavljali? Jaz nimam toliko, bom rekel, sredstev za takšne zadeve, ker sem bolj v realnem biznisu, tako da ne, če pa bo kakšen prihodek ostal, pa zakaj ne? Za konec samo še to. Perspektiva Srbije v Evropski uniji je dolgoročen plan, kje vidite vi zdaj to? 10 let, 12 let, 15 let, morda prej? Ja, to je uradno zdaj Srbiji pravijo 2018, to je bila ena izjava, ki je dal Vojislav Koštunica pred sinočnim, če vedno je predsednik vlade. Jaz mislim, da je ta malenkost pesimistična, da pa seveda prav hitro pa tudi ne. Mislim, da nekje med 5 do 7 let je vsekako potrebno za to, da se Srbija odšla v Evropsko unijo. Ste že milijonar? Dinarski sigurno. Hvala. Prosim.